Vemo, da potrebujemo sredstva, iz katerih lahko ljudem zagotovimo dolgotrajno oskrbo in varno starost. Resolucija predvideva pospešeno nakupovanje oklepnikov. Vemo, da potrebujemo dodatna sredstva, da lahko ljudem dvignemo penzije. Resolucija napoveduje nakup nove vojaške ladje. Vemo, da nam naš zdravstveni sistem poka po šivih, da so obnove potrebne bolnišnice, da moramo investirati v nove medicinske tehnologije, da je potrebno primerneje plačati osebje, ki bolnišnice, tudi domove starejših, vzdržuje. Mi počnemo kaj? Sredstva usmerjamo v nakupe nove vojaške opreme, recimo letalo za oskrbovanje pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske na misijah v tujini. Pa v specialne helikopterje za potrebe NATO-vih specialcev, ne za potrebe reševanja državljank in državljanov, ki se v gorah zaplezajo. Še bi lahko naštevali, še bi lahko nadaljevali. A nič o zgrešenih usmeritvah ne priča tako zelo zgovorno in tako zelo konkretno kot dejstvo, da se ne pogovarjamo več zgolj o investicijah v oklepnike, proti katerim smo se v Levici borili v preteklosti, ki so vojaška tehnika absolutno neprimerna za kakršnokoli delovanje doma. Sedaj se po novem pogovarjamo tudi o investicijah v tanke. Da, kolegice in kolegi, pogovarjamo se o investicijah v tanke. Prišli smo skratka iz dežja pod kap, v Levici tej resoluciji nasprotujemo in opozarjamo, da potrebe solidarne prihodnosti, potrebe državljank in državljanov gredo navzkriž z neomejenim trošenjem denarja za tuje vojaško-industrijske komplekse, ki se dogaja v osnovi samo zato, ker so si tako izmislili generali NATO pakta, delujoči kot trgovski potniki vojaško-industrijskih kompleksov vodilnih držav NATO pakta. Ne rabimo orožje, potrebujemo kruh.